Jaz bi to sprejel, če bi bilo podprto s kakimi konkretnimi podatki, ampak vsaj kolikor je meni znano, vse študije, ki so bile narejene na področju zdravstvenega tveganja, ne odstopajo od slovenskega povprečja. Celje seveda ni Logarska dolina ali pa Kranjska gora, ampak situacija ni popolnoma drugačna kot v kakšnem podobnem drugem industrijskem mestu. Tako tega, kar se tiče obolevnosti za raznimi usodnimi posledicami, boleznimi, do tega, kakšne kakovost zraka, jaz trdim, da imamo bistveno boljše stanje vodotokov kot večina slovenskih mest. Treba je pa še nekaj vedeti, da nismo vsi štartali z enake pozicije. Celje je pač mesto, ki ima na vzhodu industrijo, kot že rečeno, železarno Štorek je v naši občini, pa Cinkarno, pa je tu še Etol, pa Hemofriti, pa nekdanji Emo, pa tudi Aero je kemična industrija. In da smo imeli v 80-ih letih stanje, ko je bilo praktično celo zimo smog v mesto, da ljudje stanovanj niso mogli zračiti. Danes je stanje bistveno boljše in še enkrat povem, kar sem povedal na začetku, trdim, da smo v vseh slovenskih občin največ naredili za varovanje okolja. Zdaj, če so neke vsebine, kot sem bral, slišal na kavarniških stolih, jaz bi pričakoval od nekega strokovnjaka, da vzame vzorec teh vsebin in da na analizo. Jaz sem pravnik, pa politik, ampak sem že slišal kaj o vsebinah, ki so posledica povišanih koncentracij cvetnega praha v zraku v pomladnih mesecih, pa tudi ni tako redek pojav, da nam včasih z močnimi južnimi in zahodnimi vetrovi prinese celo puščavski pesek v Sloveniji. Vse to se da pri meteorologiji preveriti. Ampak en resen znanstveni pristop, to je gospod Ogrin govoril, vsaj po moji oceni zahteva tega, da vzameš vzorec, pa ga nešeš na analizo, pa da vidimo, od česa bi lahko bile te